Adria, minister Gregor in 7 sklopov kart, družinskih. Zaslišanje zveni kot anketa zadovoljne stranke. Ta način poslovanja mi je bil v redu, imel sem dober občutek, da ne bom kart preplačal. Minister so imeli svojega osebnega svetovalca Tomaža Kostanška. Je gospod Kostanšek pojasnil, na kakšni podlagi zagotavljajo tovrstne cene kart? Ne, nikoli. V komisiji, ki ga zaslišuje, je o Praprotniku ter Klemenčiču tudi tisti podpredsednik KPK, ki je odstopil, Dare Stare. Virant pa jim potarna o svoji žrtvi, tej državi in politiki. Tudi sicer me javne funkcije v primerjavi z obdobji, ko sem navaden zasebnik, vedno postavil v slabši materialni položaj in jih razumem bolj kot žrtvovanje. Zgodba o Adrijinih cenejših kartah se je pogrila. Komisija za preprečevanje korupcije je danes potrdila, da od Dnevnika želi pridobiti dokaze o Virantovih letih. Če bodo v njih našli relevantna dejstva, bodo postopek zoper Viranta lahko ponovno odprli. Postopek je že prej pokazal več, kot se je sprva zavedal Virant. V tem času tudi nisem bil na nobeni funkciji, nisem bil ne minister, ne poslanec, ne karkoli drugega. Na funkcijo občinskega svetnika sem po principu malo pozabil. Minister za poceni letalske vozovnice, ki ga v parlamentu podpira le četrtina poslancev, o Adrijinih kartah še ni rekel zadnje. Sam nisem bil v nobenem kontaktu s komerkoli za Adrije, niti po telefonu, niti po mailu ali kakorkoli. Če bi kdajkoli Komisija za preprečevanje korupcije ugotovila, da sem naredil kaj nezakonitega ali pa ne etičnega v nasprotju z integriteto, tisti hip z vseh funkcij odstopim, tisti hip. Do takrat pa primera, epilogu navkljub, ni konec.